tvojo raziskavo rock'n'roll scene v Mariboru je veliko vlogo odigral tudi Radio Luksemburg, ki je sicer bil na nek način popularni radio, ampak je vseeno podpiral alternativno sceno. Kaj se danes dogaja z alternativnimi radijskimi postajami? Je po tvojem internet uničil to, ali kje vidiš razlog, da praktično v Sloveniji razen študentskih radijskih postaj ne obstajajo alternativne radijske postaje? No, vsaj študentski radiji tudi niso alternativni radiji. Mislim, to so... Se poskušajo biti neodvisni. To so nepomembni radiji. To nima nobene moči. Imajo pa vso možnost to moč pridobiti. Namreč Radio Luksemburg je potekal drugače, podpiral je alternativno sceno v svojem času, medtem pa seveda to sceno tudi zelo populariziral, torej mešal je, ne? Iskal je dobro mero med radikalnim, tako kot je Rastov Vin prej rekel, naprimer, mi smo igrali rock'n'roll Buddy Hollya in to, potem so pa prišli drotari, pa so oni tudi drotari, ki so šli v progresivno teženje, ne? Seveda, tu je potrebno iskati dobro mero in Radio Luksemburg je bila seveda popularizacija vseh novih trendov. Pravzaprav Radio Luksemburg v resnici ni bil neodvisen radio, je bil v bistvu stroj za populariziranje takrat, v tistem času alternativne glasbe, seveda časi so pa bili drugačni. Ampak v Mariboru je za čuda odigral veliko vlogo tudi Radio Maribor. Na Radio Maribor, na državnem radiju, torej so takrat vsi ti bendi, rock'n'roll bendi, beat bendi, snemali prve posnetke. Verjetno ne po uradni poti, temveč po prijateljskih poteh. Na Koroški ulici je bil takrat radio lociran in so večina teh bendov, The Out, Kontiki, Generacija, posneli svoje prve posnetke, ki se žal niso ohranili, pa so mogoče v kakšnih privatnih arhivih, in pa seveda Večer je odigral zelo pozitivno vlogo. Kar se kasneje nikoli več temu ni tako zgodilo, razen v 80-ih mogoče z našo punkovsko sceno, ko je Večer sodeloval, Radio Maribor pa vsekakor več ne, in so se, seveda, časi so se spremenili. Vidimo pa po obisku nocoj, po obisku sodeč nocoj, kako močna je ta rock'n'roll beat scena v Mariboru bila. No, samo to me še zanima, koliko se spomnim oziroma iz tvojih izsledkov sem prebral, da so še neuveljavljeni bendi dobili priložnost med pauzo, da se predstavijo publiki. Se ti zdi, da imajo danes neuveljavljeni mladi bendi dovolj priložnosti, da se uveljavijo na sceni? Imajo dovolj priložnosti, samo ne poznajo, kako stvar poteka. Dovolj priložnosti, ogromno, dosti več, kot je bilo takrat. Samo, če hočejo igrati, bodo igrali, če pa nočejo igrati, pa bodo se samo družili v placu, kar je v prostoru zavaja, kar je tudi legitimno in seveda sprejemljivo. Naj ustvarjajo, ampak kdor hoče tudi danes postati popularen, uspešen, z svojo, pa makar tudi malce alternativno muziko, vse možnosti so odprte, ampak ljudje teh možnosti več ne poznajo. Potrebno je samo prebrati knjige starih rock'n'roll bendov, na kak način so delali, ampak ljudje sploh tega ne vidijo. Mislim, da